in če nas ne bodo vesoljci napadli, ne, pa če ne bo konc sveta, potem bodo delniški trgi verjetno delovali kar dobro naprej. Ne. Ampak večina ljudi sploh ne razume, kako Bitcoin deluje, kako je varno to omrežje, da dejansko umetna inteligenca se nimamo kaj bati. Evo, če imaš ti YouTube pa ChatGPT, imaš vse znanje tega sveta na... A to lahko vsakdo doseže? Vedno sem sanjaril o nekem boljšem življenju, o tem, da bi sam v življenju uspel, da bi nekaj si ustvaril in zato, ker sem takrat imel tudi sam neke slabe izkušnje pri vlaganju denarja. Če ti dejansko si cel dan za televizijo na kavču, ne boš nobene sreče v življenju dobil. Zato je nujno, da nekaj vlagaš za prihodnost, za svojo penzijo. Vsakmu majhnemu podjetniku v Sloveniji to odpira vrata na globalni trg. Vsak mesec gre 1000 milijonarjev ven z Anglije, se odseli iz države. In to je eksodus dejansko najbolj uspešnih ljudi. Pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta Bika za roge. Moje ime je Martin Šifrer in danes začnemo z novim vprašanjem, ki se glasi, kako do finančne neodvisnosti. In danes je z mano sam mojster investiranja, Robert Rolih. Pozdravljen, Robert. Lep pozdrav. Živel. Robert, imaš svojo akademijo, imenuje se Pantarej, in izobražuješ ljudi na temo osebnih financ, investiranja. In zato se mi je zdelo, da si ti pravi naslov za prvega gosta, ki bi odgovarjal na to vprašanje. Super, hvala. Poleg akademije je še knjiga, se pravi The $1 Million Decision, ki je bestseller mednarodni. Ja, tako je. Tako. Ja, smo kar dobro jo lansirali in je res dosegla ogromno uspeha. Super. Tudi jaz sem sam lastnik te knjige, moram reči. Se pravi, imaš 7000 članov iz 73 držav. Ja. In tudi jaz sem član tvoje akademije in moram priznati, nimam se za nekega analfabeta na tem področju. Tudi sam že 20 let, recimo, vsaj delam na tem, ampak moram reči, da je vredno vsakega evra. Super. Ta tvoj program, moram priznati, da se vsakič se kaj novega naučim. Tukaj v programu dejansko razmišljamo dolgoročno, gre za dolgoročno vlaganje in če tukaj imaš neko pametno strategijo, pa če te ne prestrašijo, bi rekel, vsi ti naslovi v časopisih, ki vsako toliko te poskušajo prestrašiti, da boš prodal vse in tako naprej, potem seveda imaš lahko dobre rezultate. In to pač počnemo že od 2012. leta. Ja. Bova še malo o tebi govorila, da te poslušalci bolj spoznajo tudi o tvoji poslovni poti. Jaz bi začel z stavkom, z vprašanjem, kaj je zate finančna neodvisnost? Jaz bi tako rekel, čisto enostavno, če ti zdaj trenutno pogledaš, koliko imaš nekega premoženja, portfelja, ali kakorkoli bomo temu rekli, to je neto vrednost, če danes nehaš delati, ali boš preskrbljen do konca življenja. To je mogoče neka taka zelo enostavna definicija finančne svobode, da ti ni več potrebno skrbeti za denar, ti ni več potrebno skrbeti, ali boš hodil v službo, ali ne boš hodil v službo, ali boš delal to, ali boš delal drugo. Dejansko, da lahko počneš tisto, kar želiš, s tisto osebo ali pa s tistimi osebami, ki želiš, dokler pač boš živel. In to je tista prava finančna svoboda. No, zanimivo je bilo. Joe Rogan je rekel, da je za njega svoboda to, da gre v restauracijo, pa mu ni treba pogledati, koliko stane zrezak. Ja, odlično. Ja, tako. Zdaj, po tej tvoji definiciji finančne neodvisnosti se imaš ti za finančno neodvisnega. Ja. Okay. A bi malo razložil svojo poslovno pot oziroma recimo temu, svojo pot do finančne neodvisnosti? Kakšni so bili tvoji začetki, pa kako si prišel do te točke? Ja, dobro vprašanje. Torej, sam izhajam iz zelo skromnega okolja. Odraščal sem v eni majhni vasici, ki se imenuje Zarečje pri Ilirski Bistrici, in doma nismo nikoli imeli denarja.
Torej, še vedno se spomnim pač moj oče, kadarkoli sem nekaj pač želel, je bil odgovor, denar ne raste na drevesih, mislim, nimamo denarja, ne moramo se tega privoščiti. Dejansko, ko sem bil mlad, sem vedno imel te izzive, da v družini nismo imeli denarja, da smo tudi izhajali iz tega bolj zakotnega kraja. In vedno sem sanjaril o nekem boljšem življenju, o tem, da bi sam v življenju uspel, da bi nekaj si ustvaril in podobno. In to so bile na začetku bolj sanje. Potem, ko sem bil pa na faksu, sem pa v študentski sobi ustanovil pač svoje prvo podjetje. To je bilo čistko, brez česarkoli, sem se naučil pač sam izdelovati spletne strani. In moj prvi biznis je bil skupaj s takratno punco, ki je zdaj tudi žena Saro, sva takrat začela izdelovati spletne strani za podjetnike. Na začetku je šlo bolj počasi, naredila sva pač vse te možne poslovne napake, ki jih lahko narediš, od tega, da ti stranka ni plačala, pa si ostal brez denarja, nisi imel pogodbe, mislim, en kup teh začetniških napak. Ampak potem z leti, v roku nekje 5-6 let, sva pa začela že kar konkretno služiti kar lepe vsote denarja. Tudi potem smo šli še v izobraževalni biznis, smo začeli delati različna izobraževanja na te poslovne tematike, kot so online marketing, prodaja in podobno, vodenje in podobno. In to se je potem razraslo v en tak resen biznis. Skupaj z internet biznisom smo potem pač kar nekaj denarja zaslužili. In takrat je bil tudi tak prelomni trenutek v naši karieri, da smo povabili v Slovenijo Briana Tracyja. To je velikan v tej branži doseganja poslovne in osebne odličnosti. Napisal je že, mislim, 70 knjig, na stotine audioprogramov in tako naprej. In ko smo Briana pripeljali v Slovenijo, to je bil tisti, bomo rekel, prelomni trenutek. Takrat je res začelo podjetje delovati na enem višjem nivoju, z višjimi prihodki, višjimi dobički. In potem, kasneje, to je bilo že vse super, potem pa je prišla ta finančna kriza. In takrat nas je pa zelo usekalo. Torej, celotna izobraževalna branža je takrat padla, mislim, nam so prihodki padli za 70%, ker nihče več ni kupoval izobraževanj, teh poslovnih izobraževanj, ki smo jih nudili. Spletne strani so tudi šle, čist dol, zato ker je prišel WordPress in vse te enostavna orodja, s katerimi si ti pač lahko izdeloval spletne strani. In mi smo prišli potem v ene velike težave, da smo imeli za par let minus. Ni bilo eno tako lepo obdobje, ampak na srečo smo takrat naredili eno tako preobrazbo, smo ugotovili, da dejansko se moramo precej spremeniti. In zato, ker sem takrat imel tudi sam neke slabe izkušnje pri vlaganju denarja s pomočjo teh svetovalcev in bankirjev in tako naprej, sem pač ogromno minusa pridelal z njimi, ker takrat sam nisem vedel, kako investirati, nisem vedel, kako delati s svojim denarjem in sem pač vse zaupal pač finančni industriji. In imel sem to izkušnjo in potem dejansko ko sem pač hodil v London na določena izobraževanja, sem našel to idejo, da bi lahko to moje znanje, ampak ne zdaj na področju interneta ali pa poslovnih znanj, ampak prav na področju investiranja. Ker sem se takrat potem sam začel učiti, kako investirati, kako delati z denarjem. In sem gotovo, da finančna industrija ni naš prijatelj, ampak dejansko, da moraš ti drugače delati, drugačne produkte vlagati, kot ti jih priporoča finančna industrija, da si lahko ti uspešen. Mogoče samo tlele trenutek. Se pravi, vzporedno ste delali spletne strani in organizirali dogodke. Tako. Torej, je potem prišlo do, bom rekel... Dva oddelka sem imel v podjetju. Ja. A pa je potem prišlo do kakšne prodaje vmes, da si akumuliral večjo količino denarja, ali je bilo to sproti dobički, recimo temu, to, kar si investiral? Torej, tisto, kar sem investiral, so bili ti sprotni dobički. Ker mi smo dejansko že v teh letih, tam 2005, 2006, 2007, smo kar nekaj denarja zaslužili in ta denar jaz nisem vedel, kam ga dati. In potem sem ga pač investiral s pomočjo različnih svetovalcev in tako naprej. No in te investicije seveda niso šle preveč dobro, tudi šli so v neka kratkoročna trgovanja, kjer so bili minusi ogromni, neke forex trgovanja in tako naprej. Mislim, tako vse neumnosti, ki jih lahko, mislim, zdaj, ko pogledam nazaj, največje neumnosti, ki bi jih lahko šel, so mi pač svetovali. In, ali pa potem vzajemni skladi, ki imajo ogromne provizije in tako naprej. Tako da
ta denar, ki sem ga takrat zaslužil, sem ga vlagal, potem je zginil in pa še kriza je udarila. Ne. In to bi bilo tisti dvojni knockout. Ne. Double dip. Ja, double dip. Ampak kot sem rekel, ne, potem dejansko na srečo sem pa potem, zato ker sem ugotovil, da preprosto ne morem zaupati svojega denarja drugim, da ne morem zaupati finančnim svetovalcem, bankirjem in tako naprej za finančne nasvete. Zato sem se sam začel potem izobraževati zelo intenzivno na tem področju. In potem, ne, po tej krizi, ne, ker smo ugotovili, da moramo nekaj drugače narediti, moramo iti v neko novo smer, pa to znanje, ki sem ga imel, ki ga večina ljudi na svetu nima, kako vlagati denar na en preudaren, pameten način, pa da se izogneš tej finančni industriji, to je potem dejansko so se te ideje združile in sem potem ustvaril ta moj program Mojstri investiranja, ki je danes mednarodna uspešnica, kot smo prej rekli, ne, imamo že člane iz več kot, mislim, da točno 73 držav trenutno. Ravno prišel je eden, mislim, mogoče 74, zdaj Bolivija. Tako da res zelo uspešen program, ki ga vodim zdaj že od leta 2012. Ne. In v tem času res imamo fantastične rezultate. Tako da vlagamo pač v najbolj smiselne finančne produkte, ki imajo najnižje provizije. Ne. To je bistvo. Ne. Pa razmišljamo na dolgi rok, ne, in se s tem izognemo vsem tem izgubam, ki jih imajo ljudje običajno s temi kratkoročnimi trgovanji, foreksi, opcijami in tako naprej. Torej vse te zadeve so samo tukaj zato, da finančna industrija si pač polni žepe, ne. Investitorji od njih nimajo čist nič, ne. Kaj ćemo izgubene. Ja. No in to je bila ta transformacija, ne, ki smo jo takrat naredili. In ta transformacija nas je pripeljala pač do globalnega trga, do knjige, do tega, da si pač zdaj delimo oder z vsemi največjimi strokovnjaki na svetu. Recimo ravno zdaj pred kratkim smo imeli en online dogodek skupaj, so me povabili kot govorca, kjer je bil tudi Robert Kiyosaki, tisti glavni govorec. Ne. Tako da sem si delil oder, ne, že s vsemi temi največjimi javnimi govorci na svetu ali pa najbolj znanimi strokovnjaki, ne, na svetu. Ne. Tako da Ja, res fascinantna pot. No? Ja. In tle vidim, da si združil svoje veščine marketinga z finančnim znanjem. To je pa bistvo. Ne? Dejansko v biznisu, ne, ti lahko uspeš, če imaš marketinška znanja. Ne? Vidim na trgu, ne, ogromno je podjetnikov, ki so zelo veliki tehniki. Imajo izjemno dobra tehnična znanja, ampak ne znajo tistega, kar imajo prodati. Torej imajo ful dober produkt, ne, imajo ful dobro storitev, ampak zato, ker so tehniki, ne znajo tega prodati. In tukaj, ne, ti pa lahko zelo koristijo ta prodajna marketinška znanja. In jaz sem potem združil, ne, torej, zato, da je ta moj finančni biznis, ne, uspešen, ne, da lahko imam toliko članov iz toliko držav. Brez teh marketinških znanj jih ne bi mogel dobiti. Ne. Torej, brez teh marketinških znanj ni nič. Ne. Zato tudi mogoče tako, če kdo podjetniki, ne, ki spremljajo ta podcast, ne, polagam na srce, čim več se izobraževati o marketingu in prodaji, ne, pa človeški psihologiji. Si imel en zanimiv citat, no, ki sem si ga prav zapisal, da v bistvu, da moramo delati na veščinah, ki nam omogočajo zaslužiti denar. Ja, tako je. In da v bistvu združuješ te veščine, se pravi, ne vem, tle področje financ, marketinga, online, ne, vse te stvari, da s tem dobiš tako dodano vrednost, ne, da imaš prednost pred konkurenco. Ja, mislim, če hočeš v življenju uspeti, ne, ti ne moreš uspeti samo z investiranjem, ne, ker nimaš denarja na začetku. Ne, če nisi se rodil v bogato družino, ne, potem lahko uspeš tudi brez znanj o tem, kako zaslužiti denar. Ne. Ampak večina ljudi, ne, se rodi, rekel tako, ne, v nekem srednjem sloju, ne, ali pa nižjem sloju. Ne. In če želiš ti uspeti, ne, v življenju, boš najprej mogel nekaj zaslužiti. Ne. In te veščine služenja denarja so izjemno pomembne v življenju. Sam, recimo, če jih ne bi imel, ne bi nikoli pač uspel. Ne. Ampak sem si jih pridobil v tistih prvih letih, ne, oziroma stalno sem jih pridobival ob tem, ko je pač moje podjetje raslo, sem se ogromno izobraževal, sem bral ogromno knjig, ne, sem hodil na izobraževanja v Sloveniji, v tujini, ne, o tem, kako dejansko imeti bolj uspešen biznis, kako pripraviti dobre produkte, kako delati customer support dober, kako strategijo dobro zastaviti, kako delati marketing, prodajo, vse te stvari. Ne. In ta znanja, ne, so mi potem omogočila, da sem potem tudi uspel v tem biznisu, ki ga imam zdaj. Ne.
No, se mi zdi zelo dobra poanta. No, se mi zdi, ne vem, mogoče pravilo številka 1, recimo temu, ne, treba nekaj zaslužiti. Ne. Ja, tako da stran nič. Ne. In tle je eno pomembno vprašanje, ker sem jaz tudi na tej poti, no, bom rekel, že nekaj časa hodim po tej poti, vendar še nisem tam, ampak tle se je dostikrat pojavilo vprašanje, ali je to dosegljivo vsem. A to lahko vsakdo doseže? Ja, to je odlično vprašanje. In odgovora verjetno nihče na svetu ga pač ne pozna, ne? Ampak bom mogoče malo rekel svoje mnenje tukaj podal. Ja. Ali lahko vsakdo uspe? Jaz mislim, da skoraj da vsakdo lahko uspe. Vedno, en delček je vedno sreče, to moramo upoštevati, ne, v življenju vedno moraš malenkost sreče imeti, ne, ampak srečo lahko tudi izzivaš. Ne. Če ti dejansko si cel dan za televizijo na kavču, ne boš nobene sreče v življenju dobil, ne, ker je ne izzivaš. Ne. Ti lahko srečo izzivaš s tem, da poskušaš stvari, da se učiš stvari, da si v stiku z drugimi ljudmi, da navezuješ neke povezave z drugimi, ne, poslovne ali pa osebne in tako naprej, ki ti lahko potem tudi seveda koristijo v življenju. Ne. Torej, ti moraš srečo izzivati. Ne. Tako da jaz bi rekel, skoraj da vsakdo v tem življenju lahko uspe. Samo moraš dejansko razmišljati, ne, da moraš sam najprej vase vložiti ogromno, se moraš sam ogromno stvari naučiti in potem z tega znanja boš lahko ti iz neke iznajdljivosti in tako naprej, boš lahko pač uspel. Ne. Recimo, ne vem, en tak tipičen primer, ne. Nekdo, ki je mlad, pa nima nobenih pogojev. Ne. Recimo, da je pač v neki revni družini, kot sem bil jaz. Ne. Če ti danes imaš vse znanje sveta dostopno takole. Vsak ima telefon, vsak ima nek računalnik, kjer lahko ti uporabiš ChatGPT ali pa YouTube. Ne? In tukaj, evo, če imaš ti YouTube pa ChatGPT, imaš vse znanje tega sveta tukaj, si ravno na pladnju. In če ti ta znanja potem začneš intenzivno pridobivati in si graditi svojo glavo, ne, na pravi način, psiho in znanje in tako naprej, potem dejansko ti ni noben problem najti priložnosti. Zdaj, ti raš lahko nekomu, ki je uspešen in mu rečeš, glej, jaz imam ta in ta znanja, jaz bi rad prišel v vaše podjetje brezplačno in bi rad pomagal. Dajte mi najti neko mesto. Popolnoma brezplačno. Vse te nič ne stane, ne? Se stane nekaj svojega časa. Ne? In to ti je lahko potem odskočna deska. Potem, če bodo tam videli, ne, da si ti dober, te bodo že plačali. Te bodo že zaposlili potem za nekaj drugega, pa ti dali plačo, pa kakorkoli. Ne? Ampak ti lahko začneš s tem, da preprosto rečeš, lej, znam te stvari, preučil sem vaše podjetje, vem, kaj počneste, jaz bi lahko tukaj in tukaj prispeval, dejte mi priložnost, ni me treba nič plačati, ne, pridem delati čez poletje. Ja, in si začneš graditi neke stvari. Ne. Ampak težava je v tem, da večina ljudi ne razmišlja tako. Ne. Večina ljudi bi rada takoj prišla v neko dobro plačano službo, ne, pa še vse ugodnosti imela pa tako naprej. Ja, mislim, to je super, ne, samo to je super, mislim, tako, zelo malo bo pač pa tako jih res dobilo neke take stvari. Ne. Ja, pa tle spet prideva nazaj na to, ne, če ne zaslužiš če nekaj ne zaslužiš, tudi tega ne moreš investirati. Ne? Se pravi, tle govorimo v prvi fazi to, da izboljšati svoje veščine. Tako. In to ti bo prineslo višje dohodke. Bolj uporaben, tako. Večjo dodano vrednost, ne? In da prideš s tem do višjih dohodkov. In jaz tudi vedno mladim pravim, ne, ko si ti na začetku svoje kariere, brez veze, da sploh ti razmišljaš o vlaganju denarja v tiste finančne inštrumente in tako naprej. To je popolnoma brez veze. Ti moraš na začetku svoje kariere vlagati v svojo glavo, v svoje znanje, v svoje sposobnosti, v svojo psiho, ne, da imaš ti dejansko, da si pridobiš samozavest, da pridobiš izkušnje. In potem boš s tem lahko več zaslužil in potem, ko boš več zaslužil, boš pa pač en del tega dal v neke naložbe, ne, kot so recimo delniški skladi ali pa Bitcoin ali pa karkoli drugega. Ja, no do sem še prideva do investiranja. Kaj pa recimo tlele nekdo, ki je v 50 letih, recimo, da ima mogoče malo več, da se teže priuči neke nove veščine in podobno. Kakšne ima on opcije, recimo?
Jaz mislim, da Kaj ni on nobene lahko ovire, starost ni ovira, da se lahko karkoli naučiš. Ne. Jaz se tudi zdaj bližam 50 letu, ne, pa mi ni problem se naučiti vse ta nova orodja, umetne inteligence, jih spoznavati, jih eksperimentirati z njimi in tako naprej. Mislim, isto kot lahko to 18-letnik počne, lahko nekdo, ki je 50 let star, to počne. Ne. Konec koncev rabiš samo malo te radovednosti. Ne. V življenju moraš biti malo radoveden, ne. In se ne smeš bati provat. Ne. Kaj te stane, bi rekel, si naložiti, v ChatGPT upisati, daj povej mi, katere so recimo, najbolj cenjene veščine ali pa najbolj cenjena orodja, ki jih lahko pač v biznisu uporabiš ali pa ki ti lahko pač pomagajo pri višanju dohodkov ali pa ki so nekako najbolj zaželena zdaj pri podjetjih. Ne. In se tiste stvari začneš učiti. Ne. Tukaj je ogromno prostora. Ne. Tukaj je ogromno prostora. Ni tukaj nekih ovir, ne, pri starosti, nevidenih. No. Se pravi, recimo, da sva, če malo spregovoriva o pravilih, kako do finančne neodvisnosti. Se pravi, prišla sva do tega, da moraš nekaj zaslužiti, recimo nekako logično potem temu tudi je, da porabiš manj kot zaslužiš. Ja, tako. Ja, to je neko osnovno pravilo. Ne. Tako, ja, da se neka razlika naredi. Kaj pa potem s tem? Kaj se zgodi s to razliko? Kako bi tukaj recimo svetoval ali rekel tako, kakšne opcije ima nekdo, ki lahko da na stran pa recimo par 100 evrov na mesec? Kaj on lahko naredi? Zdaj tukaj prva zadeva je, da ko si ti v fazi služenja denarja, je pomembno, da preprosto, da si zelo agresiven. Ne? Da si zelo agresiven, ko služiš denar. Ko pa ti greš na področje vlaganja denarja, moraš biti pa ti bistveno bolj pazljiv. In tukaj ravno na tem področju veliko ljudi naredi eno veliko napako, da niso dovolj agresivni pri služenju denarja, potem pa imajo neki 100 evrov ali pa neki 1000 evrov za vložiti, in potem pa postanejo zelo agresivni pri vlaganju, ker bi radi donose čez noč. In grejo v neke ful rizične zadeve, pa v majhne kovance na kriptotrgu začnejo vlagati, pa še ne vem kaj. Ne. Pa tam jih prepričajo neki slamnati brokerji, ki so se prevare v ozadju, jih prepričajo, da bodo oni obračali ta njihov denar, pa jim dali 100% donos vsako leto, pa tako naprej. Skratka, ljudje so potem preveč agresivni pri vlaganju. In tukaj ravno moraš obratno. Ne. Torej, ti vlagaš, torej recimo sam, vlagam največ preprosto v delniški trg, s pomočjo ETF-ov, ki so dejansko orodje, podobno kot vzajemni skladi, samo da imajo bistveno nižje provizije. In če samo ti redno vlagaš v te zadeve, v te ETF-e, torej v delniški trg na dolgi rok, je zelo velika verjetnost, da boš imel dobre donose. Zdaj, gotovosti seveda ni, tudi sam nisem nek finančni svetovalec, tako da ne moram dajati finančnih nasvetov, ampak jaz govorim pač, kaj jaz počnem. Tako da sam vlagam v delniške trge, z produktom, kjer razpršiš svojo naložbo na stotine ali pa tisoče podjetij, torej da ne vlagaš v neke individualne delnice, ampak da vlagaš v neko maso delnic, velikih delnic na svetovnem nivoju in po najnižjih možnih provizijah. Okay? Zato, ker provizije so tisti velik sovražnik vsakega investitorja. Če ti plačuješ 2-3% letno provizijo za neko naložbo, ti že ta provizija na dolg rok vzame ogromno donosov. In to je ena taka stvar, ki sem se jo sam naučil v moji karieri in me je stala ogromno denarja. Zato seveda vlagamo v te produkte, ki imajo nizke provizije. Tako da, recimo, to je en tak primer, kam lahko z nekimi manjšimi zneski greš in jih pač vlagaš na nek smiselen način. Ja, tle s provizijami je zanimivo, ker se ne sliši velika. Ja, ne sliši se veliko. 1%, 2%. Ja, si misliš pa, se to ni dosti. Ja. Samo težava je v tem, da ljudje vidimo to samo na letnem nivoju. Ti misliš, ok, vzamejo mi 2% za upravljanje, pri recimo vzajemnem skladu, in tukaj pač imaš ti občutek, jaz obdržim 98, oni si vzamejo 2, vse v redu. Ampak na dolgi rok je pa to čist druga zgodba. Zato, ker tukaj noter pa potem prideš obrestni račun,
ki deluje ne samo na tvoje naložbe, ampak tudi na provizije. In zato seveda so potem kar veliki šoki, ker ljudje pač vidijo, koliko denarja. Mislim, potem, ko enkrat spoznaš to ozadje, pa spoznaš vpliv provizij, majhnih provizij na daljše obdobje, vidiš, kakšne zneske ti to odnese in te kapne. A ni neka kalkulacija, da v 10 letih pri 2% provizije, da v bistvu daš brokerju 40% donosa ali nekaj takega? Ne vem, mislim, sigurno obstajajo. A imaš kakšen tak podatek mogoče, ki bi bil z tega vidika zanimiv? Bom tako rekel, na dosti mojih teh webinarjih pokažem en tak primer, ker če si recimo, ne vem, v zadnjih dobrih 20 letih, če si vlagal v enega od vodilnih vzajemnih skladov v Ameriki, pa isto kot če bi pač v enega evropskega, saj to so vsi zelo podobni, ki vlaga v velika ameriška podjetja, torej politika vlaganja je pač velika ameriška podjetja. In če si dejansko vlagal v ta sklad, si imel v 20 letih samo nekih 140%, 150% donosa. Če si pa dejansko vlagal v isti denar, v ETF-e, ki vlagajo v ista podjetja, velika ameriška podjetja, ampak imajo cirka 10-krat nižjo provizijo, si pa dejansko dosegel cirka 800 do 900% donose. Torej dejansko je ogromna razlika. Torej, če si ti 10,000 evrov vlagal v en pa v drugi produkt, preko vzajemnega sklada si na koncu prišel do 25,000, pri indeksnem skladu si pa prišel na 110,000. Kar je ogromna razlika. Tako da zdaj ne moramo tega posploševati, vedno pač tukaj treba pogledati konkreten produkt in tako naprej, ampak to je samo en tak primer, ki sem ga pač sam vedno pokažem, kjer primerjaš dejansko dva zelo podobna sklada, praktično enaka sklada, ki imata edino razliko v provizijah, da so provizije drugačne. Ok, to je v bistvu delniške trge. In delniški trg, zakaj vlagamo v delniški trg? Zato, ker dokler ta svet obstaja, tako kot obstaja, in če nas ne bodo vesoljci napadli, pa če ne bo konc sveta, potem bodo delniški trgi verjetno delovali kar dobro naprej. Zato, ker ko vlagaš ti v delniške trge, vlagaš v podjetja. Vlagaš v Apple, vlagaš v Amazon, vlagaš v Meta, vlagaš v Tesla in tako naprej. In to so podjetja, ki stalno inovirajo, stalno delajo nove produkte, stalno dejansko rastijo. In potem tudi vlagaš hkrati v manjša podjetja, ki rastijo. Nekatera bodo pač uspela, nekatera ne bodo, ampak suma sumarum, če ti vlagaš v neko veliko košarico globalnih delnic, boš najverjetneje imel dobre donose. Zdaj, gotovosti pa 100% pa nikjer ni. Kako pa se odločiš, kjer ETF recimo, je najbolj primeren? Kako to pretehtaš, v kjer ETF boš investiral? Nekaj teh ETF-ov je... Ja, jih je ogromno. Jaz bom tako rekel, če želiš imeti neko zelo enostavno strategijo, kjer ne razmišljaš preveč, pa pač boš tudi dosegel zelo dobre donose, vlagaš v nek globalni ETF in to je to. Ne bom tukaj zdaj o produktih konkretnih govoril, ampak tako. Moja žena, na primer, vlaga samo v globalni ETF, pa v en tehnološki ETF, dva sklada ima in to je to. In na dolgi rok jaz mislim, da je to ena od najboljših strategij. Kakšne vire pa uporabiš, recimo, da prideš do takih ETF-ov? Kako prideš do ETF-a? Torej, vse, kar potrebuješ za to, da lahko kupiš nekaj ETF-e, je borzno-posredniški račun. Torej, borzni račun potrebuješ, ki ga lahko pač odpreš pri kateremukoli borznemu posredniku v Sloveniji ali pa v tujini. In to je tudi zelo varno, zato ker vsi ti regulirani posredniki so seveda tudi zaščiteni. Če slučajno, recimo, oni imajo vedno ločena sredstva strank od svojih sredstev v podjetju, in če grejo v stečaj, tvoja sredstva seveda ostanejo tam in se samo prestavijo na drugega posrednika. Tako da vlaganje v ETF je zelo varno, podobno kot vlaganje v delnice, to je zelo varna zadeva, ker če to ne bi bilo praktično skoraj da 100% varno, ne bi nihče tega počel. Ker tle je treba gledati zdaj, ETF ima svojo provizijo, Tako. Potem pa še borzni posrednik, oziroma ta, prek katerega to narediš. Ja, tako. Tukaj vedno moraš preveriti, kakšne so te provizije in seveda narediti neko izobraženo odločitev. Če recimo zbiraš borznega posrednika,
vzami pač 2, 3, pa preveri malo provizije, kakšne imajo, vprašaj, da ti dajo svoje pač te cenike, pa tako naprej, naj ti pač razložijo, kakšne so provizije in potem pač vidiš. Ne. Je pa res, ne, da če ti vlagaš na dolgi rok, če ti ne špekuliraš vsak dan, pa tako naprej nekaj kupuješ, pa prodajaš non-stop, ne, če ti torej vlagaš na dolgi rok, pa samo dejansko dodajaš notor, ne, vsako toliko, so provizije res tukaj minimalne. Ne. Pa je kakšna razlika med recimo online borzniki, borzni posredniki, pa recimo temi klasičnimi? Ja, sigurno so razlike, potem v njihovih stroških so neke razlike. Ne. Zato sem pa tudi rekel, ne, da je pametno preveriti 2, 3 variante, ne, da potem se pač odločiš. Ne bi danes govoril o konkretnih, ne, ker tudi sam bi rekel, nočem zdaj tukaj izpostavljati nekoga, ne, tudi z nobenim takšnim posrednikom nisem sam povezan ali kakorkoli. Tako da pametno je, da preveriš jih nekaj, no, pa se potem odločiš. Ne. Okay. Se pravi, s tem, ko investiramo v ETF-e, v delniške ETF-e, v bistvu investiramo v delnice podjetij v svetovno gospodarstvo. Torej, s tem investiraš v svetovno gospodarstvo, ki bo najverjetneje šlo naprej še dobro. Živimo danes v najboljšem možnem svetu v zgodovini človeštva. Imamo največji napredek tehnologije, imamo največji napredek po vseh kriterijih, smo dejansko v najboljšem možnem svetu, ki je kadarkoli obstajal. In jaz mislim, da se bo ta zgodba uspeha, človeškega uspeha se bo nadaljevala, zato ker imamo te inovatorje, imamo podjetnike, ki razvijajo, ki pošiljajo zdaj rakete na Mars, ne, počasi, ne, ki razvijajo nova zdravila, ki razvijajo nove vrste prehrane, nove vrste rastlin, ki bodo lahko obrodile tudi v, ne vem, puščavah in tako naprej. Skratka, imaš takšen človeški napredek, ne, kot ga nikoli nismo imeli v preteklosti. In jaz mislim, da človeška genialnost, ne, bo pač premagala vse ovire in vse težave. Imamo seveda tudi marsikaj negativnega danes na svetu, ampak jaz mislim, da pozitivne stvari so, rekel tako, bistveno prevagajo vse te negativne stvari, ki se pač dogajajo. Ne. In človeštvo torej bo uspevalo in s tem, ko bo človeštvo uspevalo, bo tudi biznis uspeval. Bodo tudi podjetja uspevala. In s tem, ko podjetja uspevajo, bodo tudi naši donosi pri delniških trgih šli gor. Okay. Nikjer ni nobene garancije, ampak to je moja filozofija pri vlaganju. Ja, smiselno. Ne? Mislim, tako, če pa nas vmes vesoljci napadijo, ne, potem pa itak ne bo nobenega brigalo. Kam so šli naši ETF-i? Ja. In zdaj tle imamo en naložbeni razred. A kakšni so pa drugi naložbeni razredi, kamor se ta razlika, v kateri se pregovori, kamor se da vlagati? Ja, definitivno en dodaten razred so kriptosredstva, Bitcoin in pa družba. S tem, da tukaj je Bitcoin definitivno kralj. Bitcoin na dolgi rok bo najverjetneje obstal in bo delal vedno večjo konkurenco zlatu, zato ker Bitcoin je preprosto digitalna različica zlata, torej digitalno zlato, ki je praktično, tako bom rekel, po vseh kriterijih je izboljšano zlato. Torej, zlato samo bistveno boljše in prilagojeno za nove generacije. Recimo, če jaz vprašam moja 2 sinova, ki sta zdaj pač malo več kot 10 let sta stara, ne, oba, kam bi vlagala, v zlato ali pa v Bitcoin, niti na konc pameti ima ne pride, da bi vlagala v zlato. To je za uneta stare. To ni več za te mlade generacije. Ne? Mlade generacije potrebujejo vse digitalno, na mobitelih, na računalnikih, enostavno prenosljivo in tako naprej. Ne? Jih ne briga več tista kovina tam v nekih trezorih. Ne? Čeprav imaš ETF-e tudi, ki so na zlato vezani. Ne? Ja, seveda, ampak zlato jaz mislim, da nima, torej, ko vlagamo v zlato, jaz osebno ne vlagam v zlato zato, da bi dobival donose. Ampak zato, da bi se nekako zavaroval pred kakšnimi zelo črnimi scenariji. Zato tudi vlagam majhen procent portfelja, vlagam v zlato, ampak razlog ni v tem, da bi želel imeti donose z zlatom, ker verjetno jih na dolgi rok ne boš imel, ker do zdaj zgodovinsko gledano zlato v zgodovini je samo držalo stik za inflacijo. Ni prinašalo realnih donosov po inflaciji. Seveda, nima nobene dividende, naprimer. Tako, nima nobene, torej zlato je hranilec vrednosti, isto kot Bitcoin. Bitcoin je isto hranilec vrednosti, samo da je v digitalni obliki in nič ne ustvarjata.
Nobene nove vrednosti. Ampak Bitcoin je kot naložba bolj zanimiv zaenkrat, oziroma zdaj, vsaj po mojem mnenju, zato ker je še tisti najstnik. Torej, zlato je bilo v naši družbi že tisočletja in je že tisti starec, ki se zelo počasi premika, ni preveč dinamičen in tako naprej. Bitcoin je pa po drugi strani tisti mlad najstnik, ki gre hitro gor in dol, cikcaka plus minus 20%, zato ker dejansko ga zelo malo ljudi še na tem svetu uporablja. Ga zelo malo ljudi dejansko ima kot hranilec vrednosti. Ampak s tem, ko se pač povečuje, oziroma ko vedno več ljudi je izobraženih o tem, kaj sploh je Bitcoin, bo čez 5, 10, 15 let bo dejansko Bitcoin imel verjetno enak status kot zlato. Danes, zato ker bodo ljudje ugotovili, kaj to dejansko je. Danes pa še nismo prišli do tega. Danes dejansko zelo majhen procent ljudi na tem svetu sploh razume, kaj je Bitcoin. Ja, so že slišali, vejo, da je to neka digitalna zadeva in tako naprej, kriptovaluta in bla, 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 ampak večina ljudi sploh ne razume, kako Bitcoin deluje, kako je varno to omrežje, kakšno funkcijo ima in tako naprej. In zato, ker je še najstnik, ima še zelo veliko prostora za rast. Okay. Se pravi, zaenkrat imava delnice, delniške ETF, potem imava zlato, imava Bitcoin. In potem se v kriptotrgu je še en kup projektov, preveč projektov, tako da sam torej poskušam nekako biti najbolj vezan na Bitcoin dolgoročno. Vsi ostali projekti pa več ali manj samo mogoče nekaj tistih res zelo močnih bo verjetno obstalo. Vse drugo je pa brezvezane. Dejansko kriptotrg ima to težavo, da je zdaj že na milijone teh žetonov in da že zaradi tega, ker je na milijone teh žetonov, denar se prerasporedi na milijon delov in na koncu ni nič. Torej likvidnost je premajhna, da bi lahko vsi ti žetoni imeli dobre donose. Zato jih bo 99% jih bo šlo v nič. Kripta se bo še dotaknila, še pri enem vprašanju. Pa še potem obveznice, mogoče sva še pozabila. Obveznice so še pa nekako ta, bi rekel, zadnja taka pasivna možnost za investicije, potem pa se lahko tudi vlagaš v kakšne nepremičnine in podobno, ampak to je pa potem že potrebuješ en kup znanja pa več denarja in podobno. Se pravi, mogoče čistko, da se za minutko ostavaš še pri obveznicah. Ti investiraš kaj v obveznice? Ne. Ne investiram še. Verjetno pa bom, ko bom recimo čez 10, 15, 20 let, ne bom pa verjetno tudi v obveznice. Zdaj pa ne investiram še. Zakaj? Zato, ker če ti imaš časovni horizont pri vlaganju, torej za koliko časa vlagaš, jaz sem zdaj recimo še zelo mlad, še pod 50, in imam vsaj še tam nekje 2 do 3 desetletja, preden bom jaz mogoče rekel, bom jaz malo počasi malo se ustavil pri mojem delu, pa tako naprej, pa ne bom več toliko zaslužil. In če imaš ti 20 ali pa 30-letni časovni horizont, jaz ne vidim niti enega pametnega razloga, zakaj bi vlagal v obveznice v primerjavi z delnicami. Zato, ker če pogledaš zgodovinsko, ne obstajajo obdobja tako dolga v tej novejši zgodovini, ko pač ta orodja obstajajo, da bi obveznice imele na takšno časovno obdobje višje donose kot delnice. To bi pomenilo, da bi dejansko bil pol konc sveta. Verjetno v kakšnih krajših obdobjih. V krajših obdobjih, 2, 3, 4 leta, 5 let, definitivno obveznice imajo lahko višje donose kot pa delnice. Ampak če pa ti razmišljaš na, bom rekel tako, 10, 15 ali pa več let naprej, potem pa res ne vidim enega hudega razloga, zakaj bi vlagal v obveznice. Ker je izjemno majhna verjetnost, da bodo obveznice imele boljše donose kot delnice. Izjemno majhna. Ja, sem vsem vesel, da sva se dotaknila tudi tega naložbenega razreda, ki bi rekel jaz zdaj kakšno besedo še o alokaciji. Alokaciji portfelja, se pravi, koliko se da v delniške ETF-e, koliko v obveznice, koliko v zlato in koliko v, recimo, kripto, Bitcoin plus ostali coini. In tle bi jaz mogoče, da narediva midva tako 3 bakete, rečemo nekdo, ki je mlad, nekdo, ki je v srednjih letih in nekdo, ki je starejši. Kako bi, recimo, tako ena okvirna lokacija mogla izgledati pri, recimo, v teh 3 starostnih obdobjih? Še enkrat bom tukaj podaril, sam nisem finančni svetovalec, tako da danes ne moram dati nekaj finančnih nasvetov, bom povedal, kaj bi jaz naredil. Torej, kako sam razmišljam glede tega. Torej, starejši si, bolj moraš biti konzervativen. Mlajši si, bolj si lahko agresiven.
Zakaj? Zato, ker če si ti mlajši, imaš pred seboj bistveno daljše obdobje vlaganja in boš redno vlagal skozi še desetletja in desetletja. In to ti bo omogočilo, da boš vse te vzpone in padce, ki se dogajajo na borznih trgih, na kriptotrgu in tako naprej, da boš lažje preživel in da jih boš mogoče celo izkoriščal za dodatne nakupe, ko trgi močno padijo. Tako da, generalno, mlajši si, bolj si lahko agresiven. Starejši si, bolj moraš biti konzervativen. Zdaj pa, kaj je agresivno, kaj je pa konzervativno. Torej, sredina, oziroma tako, najbolj varne stvari so, da imaš denar na banki, ali pa v nekih nepremičninah, ali pa v obveznicah. To so dejansko tiste varne zadeve, kjer ne more ne vem kaj iti narobe. No, Slovenci smo tle pol prvaki, Ja, denar na banki ali pa v nepremičninah. Ja, tako imamo ne vem koliko biljard, mislim, da 21 milijard na bankah. Mislim, da je zdaj že 27, ja, neki veliki zneski so. Skratka, to je zelo konzervativno, ampak ko si ti konzervativen, seveda ne moreš računati na ne vem kakšne donose. Donosi dejansko bodo potem mogoče takšni, kot je inflacija, ali pa še nižji. Tako da to je potem problem. Torej, zaradi inflacije izgubljaš kupno moč, ta tvoj denar. Torej, to je tisto konzervativno. Potem pa neka sredina, bi rekel, da so to neke globalni delniški skladi, so neka sredina, kjer vlagaš v vse branže in vlagaš tudi dejansko v vse regije v svetu. Tako da dejansko si razpršen maksimalno v delniške trge. To je recimo neka zlata sredina. Potem pa, če greš na bolj agresivne zadeve, so pa definitivno kakšni bitcoini in pa druge kriptoprojekti, tehnološke delnice, kakšne, bi rekel, še bolj te disruptivne tehnološke delnice, ta manjša podjetja in tako naprej, ki razvijajo neke nove tehnologije. Ja, to bi rekel. Dejansko to je pa tisti najbolj rizičen. Zdaj, obstajajo še bolj rizične zadeve, kot so kakšne opcije in kratkoročna trgovanja in tako naprej, ampak tam, nažalost, 99% ljudi izgubi svoj denar, tako da jaz tih niti ne upoštevam. To sem te že slišal. V portfelj, ker jaz sem tudi na začetku, ko sem pač bil precej finančno nepismen, sem tudi šel v ta kratkoročne zadeve, pa forex trgovanje, pa opcije, pa tako naprej in na koncu seveda izgubiš vse. Tukaj te finančna industrija toliko obrne. Torej, tukaj celotna ta branža je namenjena temu, da investitorje ožame do kosti. Tako da tukaj res strogo se temu izogibam in ko enkrat spoznaš pač to ozadje, kaj se dogaja v finančni industriji, ugotoviš, da dejansko tukaj ne moreš te igre dobiti. Ja. No, se pravi, mlajši so lahko več investirajo. Večjo vtež dajo na te, bi rekel, bolj agresivne zadeve. Bolj agresivne. To ne pomeni, da daš 100% svojega portfelja v najbolj agresivno zadevo, v 3 meme kovance, Trump coin, pa še Melania coin, pa še enega psička, si vzamemo. Torej, ne greš v te stvari, ampak moraš pač preudarno nekako narediti neko razporeditev. Da recimo, daš 30-40% v neke bolj agresivne stvari, pa potem vseeno imaš glavnino portfelja v teh delniških trgih, globalnih. To je neka stabilnost potem za tvoj portfelj. Rad bi se dotaknil tvojega, bom rekel, modela Millionaire Money Making Machine. Se mi zdela zelo zanimiva, in mislim, da zelo vizualno tudi prikaže, kako bi mogli razporediti svoje sredstva. In začneš ti v bistvu tukaj imaš 5 področji. Tako. In začneš z, tako kot sva rekla, znanjem. Tako, najprej je finančna pismenost. Potem je pa zaščita. Torej, najprej model imam narejen v angleščini, tako da najprej je increase your financial literacy, torej da najprej moraš postati finančno pismen, moraš sploh razumeti, kaj se dogaja v svetu osebnih financ, moraš razumeti svojo osebno bilanco, kaj so dohodki, kaj so odhodki, kaj so sredstva, kaj so obveznosti in tako naprej. Moraš pač malo te stvari razumeti. Moraš razumeti, kaj je inflacija, moraš razumeti
starostne piramide, moraš razumeti to, da čez 20-30 let, da pokojnin več ne bo, oziroma bodo tako majhne, da ne boš z njimi mogel niti preživeti. Te stvari moraš razumeti. Ne. Potem drugi korak, ne, je finančna varnost. Ne. Torej, protect yourself, zavaruj se, ne. To so zavarovanja, pa potem žlahtne kovine. To je dejansko del, ki ti pač pomaga pri zagotavljanju neke finančne varnosti. Potem tretji del je Grow Your Golden Goose, torej da si nekako hraniš svojo zlato gosko. To so tiste dolgoročne naložbe, ki jih imaš za to, da boš res imel neko dobro penzijo, da si sam vlagaš v neke dobre finančne inštrumente, ki ti bodo prinesli dobre donose na dolgi rok. Potem imamo pa Accelerate Your Returns, tukaj lahko vlagaš nekaj v neke nove tehnologije, v neke bolj agresivne stvari, kot so recimo kripto in tako naprej. In potem še zadnji del, ne, je pa Dream Big and Share, torej tvoji cilji, ne. Zakaj sploh počneš vse te stvari, kakšno življenje bi rad imel, kaj bi rad dosegel, ne. Kaj bi rad mogoče tudi dal okolju, ne, in podobno. In v bistvu te, rekel, prvi štiri koleščki v bistvu podpirajo tega zadnjega. Tako, torej ta zadnji je pa najbolj pomemben, ne, ker če ti nimaš nekih ciljev v življenju, če ti ne veš, kaj počneš, če ti nimaš nekega poslanstva, ne, bo vse skupaj ne boš imel, ne boš deloval v neko jasno smer, ne. Ja. Tako. Ne, recimo, ena zanimiva stvar tlele, ki si jo omenil, ne, je to glede naših penzij, ne, ne bomo... Ja, nažalost. Ne. Bojo to v nominalnem znesku bo to, recimo, iz današnjega pogleda lahko še zmeraj v redu izgledali, ampak realno bo to bistveno manj vreden. Ne. Koliko boš pa lahko kupil, ne, s tistim denarjem, bo pa zelo malo. Ne. Tako, in, nažalost, ne, celotna Evropa, pa tudi preostanek sveta, ne, ta razvitne, rodnost nam pada. Ne. In starostne piramide dejansko grejo navzgor v smislu, da je vedno več starejših ljudi. Ne. Recimo najbolj kritični primeri so recimo Južna Koreja ali pa Italija ali pa Japonska, ne, kjer imaš ogromno maso starejših in zelo malo je podmladka. In zdaj matematika ti tukaj pove, ne, da mladi ne bodo več mogli podpirati takšne mase starejših. Ne. Torej, ali se bo povečala ta doba, ne, kdaj se lahko pokojiš, boš pač delal dlje časa, ali boš pa živel v mizeriji. Ne. Tukaj rešitve ni, ne. Mislim, matematika je matematika. Ne. In tega se moraš zavedati. Ne. Zato dejansko je nujno, ne, da sam še nekaj počneš s tem svojim denarjem. Ne. Zato je nujno, da nekaj vlagaš za prihodnost, ne, za svojo penzijo. Ne. Zato, ker drugače bo kriza. Ne. Ja, tle je bil en zanimiv podatek, no, se mi je zdel na to temo, ne, da dolar, ne, ki je najmočnejša valuta na svetu, ne, zaenkrat, da je v 100 letih izgubil 94%. Ja, mislim, da je to 97, ampak ni toliko važno. Ne, ampak vse valute ne, se devalvirajo. Torej, izgubljajo svojo kupno moč. Zakaj? Zato, ker seveda vedno več kot tiskaš denarja, in vsi tiskajo denar, če imaš več neke stvari, je manj vredna. Ne. Tako recimo vedno dam ljudem tak primer. Ne. Recimo jastoge, ne, so jih pred 100 leti so jih uporabljali kot gnojilo na poljih, ne, ki jih je bilo toliko. Ne. So bili nič vredni. Ne. Danes so pa specialiteta, ne. In plačaš zelo veliko vsoto denarja za eno večerjo jastoga. Ne. Redkost, ne? Ja, je redkost. Scarcity. Ne. Ja, scarcity. Ne. In vse države ne, dejansko so prisiljene v tiskanje novega denarja, zato ker preprosto. Ne. Vsi imamo te deficite v proračunu, vsi porabimo več kot zaslužimo, ne, v navednicah države, ne, torej poberijo z davki. Višanje davkov je najbolj neumna stvar na svetu. Višanje davkov je najbolj kontraproduktivna zadeva, ker ti, ko zvišaš davke, ne, odženeš ta najbolj uspešne ljudi ven iz države. To se zdaj vidi recimo v Angliji. Anglija je tipičen primer, kaj Cela se Evropa počne. ima v bistvu problem. Ne? Ja, ampak recimo zdaj Anglija, ne, ki je prišla pač ta socialistična vlada na gor, ne, so zvišali davke, imaš vsak mesec, ne, se odseli 1000 milijonarjev ven z Anglije. Ne. Vsak mesec gre 1000 milijonarjev ven z Anglije, se odseli iz države. Ne. In to je eksodus dejansko najbolj uspešnih ljudi. Ne. In kdo pa poganja gospodarstvo? Najbolj uspešni. Ne.
In to je dejansko države, ki grejo v višanje davkov, si delajo samomorne na dolgi rok. In kam grejo ti ljudje? V države, kjer je manj davkov. Ne? V Združene arabske emirate, Švico in podobne zadeve. In te države pa pač uspevajo. Ne? Ja. Mogoče še na koncu bo se malo tega dotaknila. Ne? Zdaj, eno vprašanje, ki sem ga hotel tudi s tabo predebatirati, je finančno planiranje življenja. Sta dva koncepta, ki jih, vsaj dva, bom rekel, ampak ki sta si malo nasprotujoča. Eden je ta FIRE, se pravi Financial Independence Retire Early, katerega logika je, da ti v zgodnih letih trdo delaš in se veliko odrekaš, da boš potem recimo pri 30-35 imel dovolj, da boš finančno neodvisen in da se lahko upokojiš. Rezultati tega so menda mešani, da se veliko ljudi potem vrne nazaj v delovno silo, na trg delovne sile. Ampak recimo, da je to en koncept, kjer ogromno žrtvuješ. Recimo, mladost žrtvuješ za to, da boš na srednja ali pa stara leta, da boš preskrbljen. Medtem ko je se pravi bivši trader, Bill Perkins, je pa napisal knjigo Die with Zero, ki je pa malo obrnjena logika. Njegova logika je pa, da imamo v življenju 3 bakete. Recimo, tako nekako razdeljene, kot smo mi dva prej gledala. Mladi, srednja leta in starejši. In prav, ko si mlad, imaš čas in zdravje, nimaš denarja. Ko si v srednjih letih, imaš se pravi denar, imaš zdravje, nimaš časa. Ko si starejši, imaš pa čas in denar, nimaš pa zdravja. In da je cilj v tem, da premikaš stvari iz enega baketa v drugega. In je med drugim rekel, tako kot rekel, najbolj ekstremen primer, da ko si mlad, si za izkušnje lahko tudi sposodiš denar. Ker boš kasneje več zaslužil. Se pravi, ne toliko odrekanja v tem delu. Tle izkoristite življenje, v tem smislu. Boste že pol zaslužili, tako v tem smislu. Kaj ti misliš o tem, ali pa tako rekel, kakšen je bil tvoj koncept, ko si šel na to pot? A si bil bolj FIRE ali bolj Die with Zero? Jaz bi rekel, da na začetku kariere definitivno sem bil bolj FIRE, ampak nezavedno. Ni, da sem poznal te koncepte, pa da sem rekel, to bom zdaj jaz počel. Preprosto, jaz sem bil toliko lačen uspeha, da sem ogromno delal v svojem biznisu. Ampak to mi je bilo všeč. Ne vem, meni ni delo, mi ni nekaj, kar, ne vem, jaz tako razmišljam. Jaz se nikoli ne mislim upokojiti. Bi se lahko že danes upokojil, če bi hotel, ampak mislim, kaj boš pa potem počel, Dolgčas, To je totalno dolgčas, se umreš od dolgočasja potem. Jaz osebno mi je toliko všeč to, kar počnem, da preprosto tudi, kadar bom star 80 let ali pa 90 let, jaz še vedno se vidim, da bom to počel naprej. Zdaj upam, da mi bo zdravje to dopuščalo. Ampak vsak si mora neko svojo filozofijo sam ustvariti. Vedno imaš te različne guruje, avtorje, ki imajo neko filozofijo, ki jo pač zagovarjajo in to je čisto fan, ampak moje mnenje je, da moraš preprosto spoznati te različne filozofije in potem si najti nekaj, kar tebi odgovarja. Ne kopirati nekoga, zato ker pač on je znan, ampak preprosto spoznaj te stvari, fan je, da se izobraziš o teh stvareh, potem pa dejansko premisli, kaj pa bo tebi odgovarjalo. Zelo dobro. In meni osebno, jaz sem, kot sem rekel, nezavedno, sem verjetno šel v to FIRE filozofijo in sem ogromno delal v svojem podjetju, dokler pač nismo uspeli. Ampak še vedno dosti delam v svojem podjetju, zato ker mi je to všeč. Seveda, ko si pač enkrat v mal starejših letih, definitivno se mal skuliraš, nisi več toliko aktiven, nisi toliko več, bi rekel tako, da bi delal tudi otroke imaš, torej sam imam 2 otroka, ženo, in tudi to zahteva svoj čas. In ti, recimo, če si ti podjetnik,
ne, ki imaš otroke, pa družino, pa tako naprej, ti se ne moreš primerjati z enim 20-letnikom, ki ima vsa čas na tem svetu, pa nima nobene obveznosti, pa nima nobenih otrok, pa tako naprej. Ne. To je velika neumnost, ne, da se primerjaš po produktivnosti, pa po vloženemu času, pa tako naprej. Ne. Ampak, ko si tudi starejši, ne, lahko pa bistveno več narediš v krajšem času, ne, ker imaš že izkušnje, veš kaj, imaš nek fokus lahko, ne, in tako naprej. Ne. Tako da se to mogoče tudi malo pokompenzira. Ne. Okay, se pravi, vsak mora v bistvu pri sebi najti, Ja, kaj mu v bistvu največ pomeni. Ja, tako. Po kateri poti bo šel. In recimo meni danes, ne, če pogledamo, ne, če sem včasih bil res tisto non-stop delo, ko sem bil mlajši, ne, danes je prioriteta družina. Ne. In bom tudi si skenslal določene stvari glede dela, da sem lahko pač več z družino. Ne. In to je pač moja filozofija. Ne. In bom marsikateri stvari v življenju rekel ne, zato da bom pač lahko več časa namenil družini. Ne. Časno, da si v drugem bucketu. Ja, to je to, ne. Ampak na srečo, ne, pa tudi imam pač zadaj takšen poslovni model, ne, da mi to omogoča, ne, da jaz lahko 90% stvari, ki me pridijo na mail, ne, ali pa nekim priložnostim, da jim lahko rečem ne, da sem lahko fokusiran samo v tisto, kar pač počnem, ne, in da ne grem na 100 drugih koncev. Ne. Robert, a je kakšna slabost pri tem, da si finančno neodvisen? Slabost? A je kakšen minus? Dobro vprašanje. Tako z glave ga ne najdem. Mislim, če primerjam, ne, kakšno je bilo moje življenje, ko sem imel finančne skrbi, ne, pa zdaj mislim, ne vidim niti ene težave, ne, ki bi rekel, da je to zdaj slab, da je to po nekemu kriteriju ali pa po nekemu faktorju, da je to slabše, kot je bilo prej, ne, da ga ne najdem. Vsaj tako z glave. No. Tako, ne vem, čisto pomislim, a je lahko kakšen drive ali pa ta motivacija, a je tle lahko kaj mislim, da zgubiš ta jaz mislim, da to ni povezano z denarjem. Ne. Ker recimo, ne vem, tudi Elon Musk, ne, najbolj uspešen podjetnik človeštva, ne, on tudi bi lahko rekel, ja, pa sej sem najbogatejši na svetu, sej lahko se pač malo umirim, sej lahko bi rekel, malo se skuliram, pa še vedno dela v eni majhni pisarni kot živina, ne, in dela bistveno več kot praktično kdorkoli na tem svetu, ne, pa dela neverjetne inovacije, vodi ne vem koliko, 8 ali 9 podjetij, pa še zdaj v vladi dela, pa tako naprej, ne znam, noro. Ne. Pa on bi se tudi lahko skuliral. Ne. Torej, to je nekaj internega. Ne. Torej, ta drive, ne, je nekaj internega in če si ti premožen, ne, je tvoja odločitev, ali boš še imel drive ali pa ga ne boš. Ne. Konec koncev, jaz bi se tudi lahko odločil, ne, da bom od zdaj naprej bom pa pač ležal na kavču pa gledal televizijo. Ne. Mislim, lahko bi se, ne, ampak ni to v moji naravi. Ne. Ja, smo spet tam, ne predolg čas. Zdaj bi šel še na eno vprašanje in sicer, da se malo dotakneva prihodnosti. Raul Pell, se pravi ustanovitelj Real Visiona, zelo ga cenim, ga poznaš. No, on je napovedal, da imamo do leta 2030 čas, da zaslužimo denar. Ker potem bo tehnologija in umetna inteligenca šla toliko naprej, da tega mi ne bomo mogli več razumeti, oziroma da je nemogoče naprej predvideti. Ne? In on pravi, da v bistvu edine stvari, ki še prehitevajo inflacijo, da je to v bistvu kripto in tehnologija. Kako ti to vidiš? Kako ti vidiš prihodnost? Recimo, ker vsem, če investiramo, če investiraš, vsem moraš imeti neko vizijo. Kako bo, mi smo imeli prejšnje vprašanje v prejšnjih epizodah smo imeli o svetu čez 10 let. Ja. Pa dajva reči, kakšna je tvoja vizija čez 10 let? Jaz ne vidim, gledajte tako, vsaka nova tehnologija, ki pride, bo pomenila, da bodo določena dela pa se, da ne bodo več potrebna, ampak vsaka nova tehnologija tudi ustvari ogromno novih del, ki jih boš lahko počel. In jaz mislim, da ta umetna inteligenca in robotika in vse te stvari, ki se zdaj dogajajo, vsa ta napredek, ki se dogaja, da bo prinesel še več novih delovnih mest, ki jih prej ni bilo. Seveda boš pa mogel ti se naučiti stvari nove, boš mogel biti radoveden spet, ne? Boš mogel dejansko biti fleksibilen in iti na neka nova področja. Ne? Torej, če moj biznis, ne, lahko ga, ne vem, čez 5 let bo delala umetna inteligenca, ne?
in me moje stranke ne bodo več potrebovale, ne bodo jih več kupil mojih programov. Ne? Ampak, če sem jaz dovolj fleksibilen, bom pač razmišljal, kaj pa zdaj lahko ponudim temu svetu, ne? Kako pa zdaj lahko razvijam svoj biznis naprej, ne? Kako pa jaz lahko s pomočjo vse te nove tehnologije naredim še nekaj več vrednega, ne? Ali pa nekaj, kar bodo ljudje dejansko še bolj potrebovali. Ne? Torej, jaz mislim, da je vedno pri vsaki novi tehnologiji, ki pride, recimo od tega, ne, da so prišli traktori na njive, ne, pred ne vem koliko stoletij ali nekaj takšnega. Ne. Ljudje so mislili, joj, to bo ful delovnih mest, bo to uničilo, pa kriza bo pa tako naprej. In kaj se je zgodilo? Ne, samo manj ljudi je zdaj pač zaposlenih v kmetijstvu in ostali delamo bolj vredna dela. Stvari, ki imajo večjo dodano vrednost, ne, in človeštvo gre s tem naprej. Ne. In jaz mislim, da bo isto pri umetni inteligenci. Da dejansko umetne inteligence se nimamo kaj bati, da tisti roboti, ki nas streljajo na koncu, ne, da to je, bi rekel, res znanstvena fantastika in da se ne bo zgodilo in da umetna inteligenca bo prinesla več novih delovnih mest, kot pa jih bo uničila. Samo tisti, ki bodo pa želeli obogateti v tem procesu, ne, pa biti podjetniki in tako naprej, bodo morali pač razvijati neke nove poslovne modele, bodo morali pač neke nove poslovne ideje udejanjati, ne, ki bodo seveda aktualne. Ne. In zdaj mi nimamo pojma, kaj bo čez 5 let na trgu. Še za 2 dni naprej ne vemo, kakšne nove aplikacije se bodo ustvarile, kakšne nove tehnologije se bodo razvijale in tako naprej. Ne. Kaj šle čez 5 let? Čez 5 let bo svet čist drugačen, ne. In boš takrat videl, kaj bo. Ne. Se pravi, smo bolj vedeževalci. Ja, tako. Ja. Zelo težko je tukaj napovedati prihodnost, ker je napredek pri ravno teh novih tehnologijah, ne, umetna inteligenca in podobno, je zdaj tako hiter, ne, da preprosto ti zelo težko mu sploh slediš. Že vse te aplikacije, ki prihajajo, vsi ti novi modeli, podobni kot so ChatGPT, Grok in tako naprej, en kup nekih novih zadev se razvija in jaz mislim, da tukaj bo to ustvarilo tudi ogromno priložnosti. Ne. In pa ta mali podjetnik bo lahko bistveno bolj uspel kot do zdaj. Recimo ena taka stvar, ki jo jaz vidim v Sloveniji. Jaz osebno sem na globalnem trgu. Tudi naučil sem se dobro govoriti angleško, ni mi problem pisati v angleščini in tako naprej. In ogromno mi zdaj umetna inteligenca pomaga ravno pri tem, da so moja sporočila perfektne. Ker ti, če nisi native speaker, ne boš nikoli mogel narediti perfekt zadev. Ampak s to umetno inteligenco vsa moja sporočila, vsi moji maili, vsi moji članki so postali zdaj perfektne, kot bi jih pisal nekdo, ki je native speaker. In jaz mislim, da tukaj ta umetna inteligenca, to, da ti dejansko boš lahko naučil umetno inteligenco, da govori kot ti, da zgleda kot ti in tako naprej, da lahko dela video, kot da bi bil ti, vsakmu majhnemu podjetniku v Sloveniji to odpira vrata na globalni trg. Tega se zelo malo ljudi zaveda, da dejansko neki majhni trgi, kot so Slovenija, se s tem lahko čisto odprejo. In ti lahko kot samostojni podjetnik začneš delati globalni biznis v katerikoli branži, kot da bi bil native speaker. In to je ena neverjetna prednost, ki nam jo nudi umetna inteligenca prav na takšnih majhnih trgih, kot je Slovenija. In to se da ogromno narediti. Ne. Recimo, če si ti, recimo, bom dal en banalen primer. Ti si recimo fitness trener, ali pa nek trener, ali pa imaš neko strokovno znanje na nekem področju. Ne vem, delaš neke tehnične sisteme v podjetjih ali kakorkoli. To dejansko umetna inteligenca ti danes odpre trg na vse trge sveta. Zato, ker boš lahko marketing delal enostavno, boš lahko pisal članke, boš lahko napisal knjigo s pomočjo umetne inteligence, se začel predstavljati kot strokovnjak na tem področju, v enem čist boljšem, bi rekel tako, z boljšimi teksti, z boljšimi članki, z boljšimi posti na social media, boš lahko si začel graditi osebno blagovno znamko in tako naprej. Torej, ogromno ti lahko prinese ta umetna inteligenca. Sprav, tisti, ki bojo znali uporabljati umetno inteligenco, bodo uspeli. Točno to. Evo, jaz bi zdaj nekako prišel do tega povzetka, da povzameva midva, se pravi, kako do finančne neodvisnosti. Se pravi, rekla sva, nekaj treba zaslužiti. Ja, tako. Biti radoveden, vlagati najprej v svoje znanje. In potem dejansko zagrabiti neke priložnosti, ki se ti pojavijo v življenju, da nekaj zaslužiš. Tako. In nekaj treba dati na stran, se pravi, manj je treba porabiti, kot zaslužiš, in potem se pa to investira. Preostanek pa investiraš na en tak pazljiv način. Ne iti v neke neumnosti,
ne iti v neke stvari, ki so lahko prevare, ker tega je ogromno. Torej, iti na en tak, bi rekel, bolj konzervativen način v investiranje. Ne. Tle, recimo, če greva kar po tem tvojem modelu, govoriva o tem, da nekaj investiraš, da se zaščitaš. Ne? Ja, se pravi, imamo zlato. Tako, pa kakšna zavarovanja, da si tudi vzameš, ker konec koncev ne moreš biti kakšno nezgodno zavarovanje in podobne stvari, moraš biti tudi zavarovan, ne, če se ti karkoli zgodi. Ne. Tako, to je fan. Ne. Potem imava, največji del je v bistvu ta zlata goska. Tako dolgoročna investicija. Kjer govorimo v bistvu bolj o delniških trgih. Tako. Na starejša leta kombiniramo z obveznicami. Točno tako. Potem pa še akceleratorji oziroma pospeševalci, pa manjši del denarja gre pa lahko v neke napredne tehnologije, neke bolj rizične kriptonaložbe in tako naprej, ampak manjši del denarja. Ne. Tako, ja. In nikoli ni prepozen, da začnemo. Ja. Najboljši čas za začeti bi bil pred 20 leti, drugi najboljši čas je takoj. Tako. Evo, super. Zdaj imam še nekaj hitrih vprašanj. Na koncu je vedno segment hitrih vprašanj. Pa bi se sam malo poigrala z tem vedeževalnim delom. No? Cool. Se pravi, vidim, da si fan Ilona Muska. Mislim, ni, da sem fan, ampak tako ga cenim kot podjetnika. Tako, vsak človek ima pa svoje pozitivne plati, pa tudi negativne plati. Tako da tudi on ni perfekten. Tako, ja. Je pa tako, tisto, kar je pa dosegel, pa podjetje, ki jih je zgradil, to pa dejansko nimaš kaj, mislim, tukaj pa nihče mislim, da ne more. Kapo dol. Zdaj, Tesla je bila zdaj kar na udaru. Tako. In zdaj mislim, da kotira tam nekje na $275. Kje bo Tesla 31. decembra 2026? 26. Prav, čez slabe 2 leti. 2 leti, ja, to je kratko obdobje, tako da to je res taka špekulacija. Ne. Ampak jaz bi rekel tam okrog 500. No. Okay. Zdaj pa tako, ker sem že omenil, da smo imeli mi v prejšnjih epizodah smo imeli vprašanje, kakšen bo svet čez 10 let. S&P 500, čez 10 let. Zdaj je tam malo pod 6000, se pravi, mislim 5750, nekaj tazga. Katerega leta? 2035. To čez 10 let. Čez 10 let. Ja, če upoštevamo, jaz mislim, da bo dejansko tudi naprej z usponi in padci in s krizami in recesijami vmes in ne vem s čem, bo najverjetneje dosegal tam povprečne letne donose okrog 10%. Zdaj pa, koliko to potem znese, bi mogel pa kalkulator za obrestni račun imeti, da bi to na hitro začunal. Verjetno tam je 150% plus. Ja, nekje 150%. Ja. Ker dejansko, če imaš 10% rast, v 7 letih se ti podvoji denar. Tako da ja, verjetno tam nekje, če zdaj torej... Zdaj malo manj kot 6, pa je tam govorimo 14, 15? Ja, tam recimo 15, dajmo zaokrožiti. Okay. Zlato 2035, zdaj recimo, da je 3000. Jaz mislim, da bo tam okrog 4500. Tako. Ne pričakujem ne vem kaj od zlata. Kaj lahko povzroči propad Bitcoina v naslednjih 10 letih? Kvantno računalništvo ne. Ker ta mreža Bitcoin se prilagaja. In če vidijo, da bo problem, kvantno računalništvo, pa bom tako rekel, to je tisti največji rizik, ki ga ljudje vidijo. Ampak jaz jih vedno vprašam. Bitcoin je najbolj varno omrežje na svetu, računalniško. A mislite, da ne bodo prej udrli v vaš bančni račun? Pa v vojaške sisteme. Dobra banka. Ja, mislim, in če pa to naredijo, pol pa itak je brez veze karkoli razmišljati o vseh varnosti. Ja, pa se to je res, da se lahko prilagaja. Sistemi se bodo prilagodili in tako naprej. Tako da jaz tukaj pri Bitcoinu, bom rekel tako, največja nevarnost je Saylor, pa njegove finančne špekulacije. Torej, če bi recimo, ugotovili, ta finančni inženiring, ki ga Saylor, pa strategy podjetje, ki ga delajo z Bitcoinom, da dejansko izdajajo obveznice, pa te delnice, pa potem kupujejo Bitcoin in tako naprej. Nivo finančnega inženiringa je dejansko malo
iznad tega, kar dejansko tudi sam razumem. To so res take hude stvari in vedno, ko imaš nekaj preveč kompleksnega, pa preveč takšnega, da res večina ljudi ne razume, se zna kaj narobe zgoditi. Tako da jaz mislim, da tudi v tem primeru Bitcoin ne bo šel na nič, ne bo propadel, ampak zna pa zamajati malo. Tako. Leta 2035, kje bo cena? Bitcoin. Jaz mislim, da te nevarnosti, da bo Bitcoin prešel vse, imel bo velike vzpone in padce, ampak jaz mislim, da čez 10 let Bitcoin, če je zdaj tam okrog 85-86 tisoč danes, ali 88, ni važno, jaz mislim, da definitivno tam vsaj okrog milijona, na Bitcoin. Zdaj pa še zadnje hitro vprašanje. V čem je še mojster Robert Rolih, poleg investiranja? V čem je še mojster? Dobro pišem, rad pišem, kakšne take dobre članke, tudi knjiga konec koncev, jo marsikdo pohvali, ker imam noter precej teh anekdot, pa malo iz znanstvene fantastike vzamem kakšne stvari, pa tako sem navdušen bralec znanstvene fantastike, že od mladih let. Tako da to mi je zelo všečno. Drugače pa v življenju nimam ne vem koliko, torej jaz imam v življenju biznis, to, kar pač delam, in pa družino. In jaz se vrtim okrog tega. In to mi je všeč in tudi nočem imeti zdaj nekih, ne vem kakšnih hobijev, pa ne vem kaj. Mogoče, ne vem, kadar bodo otroci šli ven z hiše, bom najdel neko praznino v življenju, pa bom potem rekel, zdaj bom šel pa, ne vem, golf igrati ali ne vem kaj, pa čeprav golf me ne privlači. Ampak tako bom si najdel mogoče neko drugo stvar. Samo zaenkrat pa ne vidim neke potrebe po nečemu tako. Sem bolj, rekel, tako privaten človek, nisem preveč v družbi, sem bolj introvertiran. Tako da mi je ta biznis, ki ga delam, sem dejansko več ali manj samo v pisarnici v dan. In pa družina, in to je to. Robert, jaz bi se ti rad zahvalil za današnji obisk. Zelo sem vesel, da sva se po dolgem času spet srečala in da sva uspela te tematike obdelati. Mislim, da bodo poslušalci lahko veliko odnesli. Ja, upam, da bo koristno. Ja, super, hvala ti. Še mogoče za konec, evo, $1 million decision za vse gledalce in poslušalce. Drugač pa hvala vsem in vidimo se naslednji torek.